O čem si sanjal v otroštvu? Različne stvari. Ena taka skupna tema je bila pa pilot. Kako si izbral psihologijo? To sem izbral v bolnici pravzaprav. V bolnici v izolacijski sobi imaš pač veliko časa razmišljati, se ukvarjati sam s sabo. Pa sem pa ugotovil, da mi je postalo zelo zanimivo, kako deluje. Kaj ti najbolj všeč pri poklicu, ko delaš z ljudmi? Najbolj všeč mi je videti, da si morda nekomu pomagal na neki način uvideti kako stvar, spoznati kako stvar v sebi, v drugih, v svetu, kakorkoli. Na način, ki prav da neko tako specifično iskrico v oči, ko prav vidiš, da se je zgodil tak en klik. V organizacijski psihologiji, kar je pa še bolj specifično moje področje, torej v podjetjih, mi je pa, ne vem, če bi rekel pomagati, toliko bolj opremiti ljudi. Opremiti ljudi za to, da so nekako, da uresničijo potenciale, ki jih imajo. Kake hobije imaš? Večinoma glasbo. To je ena taka stalnica že od, mislim, da 5. leta starosti. Vmes je bila približno enoletna pavza, ker mi ni bil všeč način učenja v glasbenih šolah. Po tistem letu pavze nekako se mi je pa zdelo, škoda mi je to zdaj vreči stran, če sem že nekaj znal, kakorkoli sem pač pri 9, 10 letih lahko znal. In sem se začel ponovno učiti nazaj tisto, kar sem prej znal. In šele takrat, in to je skorajda največja tragedija poučevanja glasbe v tistem času, upam, da je zdaj boljše, da sem šele takrat ugotovil, da lahko igram nekaj, kar mi je dejansko všeč. To mi je bilo novo. Takrat sem igral, kar sem moral, a ne. In izgleda, da je trajalo nekaj časa, da sem ugotovil, da pa bi pravzaprav glasba lahko bila nekaj, kar je prijetno. Zdaj tudi imaš tak karakter, če na primer nekaj ni všeč, ne pustiš to, ampak nadaljuješ, da prideš do konca. Pa bi rekel, da bolj ja kot ne. Se pravi, to je tako za tiste, ki malo psihologije poznajo, to so tako be strong, work hard, driverji, pač te stvari. Ko grem čez, če mi je nekaj dovolj pomembno, a ne. Včasih tudi, če ni smiselno, recimo eno zopet, tule smo obkroženi z enim kupom knjig, a ne. Ko sem bil mali, sem si zadal neki plan, pač, da bom do 18. leta vse knjige v hiši prebral. Sem vztrajal z marsikako knjigo do zadnje strani, kljub temu, da mi res ni bilo fajn. Tu in tam kako sem prebral 2-krat, mislim, da še ene 2, 3-krat, 4-krat nobene, eno pa 5-krat. In kaj te tako zanimalo? Zdaj bo 6. na vrsti, to je pa moja najljubša knjiga vseh časov in to je Štoparski vodnik po galaksiji. Mislim, da bo tudi gledalcem, tisti, ki smo taki malo bolj piflarji, pa imamo en tak bolj specifičen smisel za humor pa pogled na svet. Kakšne občutke dobivaš po tisti knjigi? Hrana za razmišljanje, a ne. Se pravi, recimo prvič, ko sem jo bral, to je bila prva knjiga, ki sem se sam v sobi na glas smejal zraven, ko sem jo bral. Res? Potem drugič, tretjič sem se že vedno manj smejal, mislim, da tam 4., 5., da mislim, da se sploh nisem več smejal zraven. Ne, da bi nehala biti smešna. Mislim, še vedno mi je bila smešna, ampak izgleda, da je tako bil neki slojev čebule odluščil dol, a ne, in je bilo vedno bolj tole je genialno. Mimogrede, 25. maja je dan brisače, to je ena zadeva iz te knjige, a ne, kjer vseh, ma ne vem, koliko nas je po Sloveniji, mogoče vseh 10 najbolj zagriženih nas hodi cel dan po sestankih v službi z brisačo. Kaj ti imaš rad pri ljudeh in kaj ne maraš sploh? Če tako pogledam, imam precej različne kroge ljudi, s katerimi se družim, a ne. Pa nekako mi uspe dobro razumeti z marsikom. Nisem še čisto ugotovil, kaj jim je pa vendarle skupno, a ne, vsem tem. Verjetno je kaj. Sem že tako od malega, se mi zdi, nekako bil po svoje tak vezni člen med različnimi klikami, skupinami ljudi, a ne. Tako da, ljudje, ki jih maram, ljudje, ki razmišljajo. Pač iz vsakih teh klik so ljudje, ki ne skočijo na prvo žogo, ne kupijo vsake stvari, ki jim jo, ne vem, neka brenčavka ponudi, internet, influencerji in take stvari, a ne. Ampak tako, da smo imeli dejansko kake pogovore, kjer sem dobil kak nov pogled, da razmišljajo, da so sestavili neki svoj model realnosti, neki svoj pogled, a ne. Imamo neverjetno zmožnost tvorjenja smisla. Sam s sabo ne vem točno, kako stališče imam, a ne, ker po eni strani se mi zdi, da so stvari bistveno bolj nesmiselne, kot smo pripravljeni priznati, a ne. Ampak se na tak način zopet ne da živeti, a ne, treba najti v vsem tem, ne vem, kaosu ali čemerkoli pač neki smisel, a ne, in tukaj se mi zdi, da smo vrhunski v tej sposobnosti, a ne.
Če govorimo glede smislov, kak misliš, kak je smisel življenja? Mogoče zopet iz te logike, a ne vztrajanje, tudi če nekaj ni samo prijetno, je tista, mislim, da je Kierkegaard rekel, a ne, ko so ga vprašali isto, kaj je smisel življenja. Pa je rekel, da pač to je pa res težko vprašanje, ne, lahko pa sigurno povem, kaj po moje ni smisel življenja, a ne. In je rekel, da sigurno ni smisel življenja to, da se imaš skozi fajn, a ne. Tako da okej, s tem se strinjam, ne. Kak misliš, zakaj mi imamo različne težave? Po eni strani hočemo predvidljivost, a ne, to je, da se zgodi to, kar si mislil, da se bo. Po drugi strani pa vemo, da če se zgodi to, kar si mislil, da se bo, da se ne boš nič naučil. A ne, se pravi, od kršitve pričakovanja je tisto, kjer se učenje zgodi, a ne. Glede stresa, kaj pomaga se pomiriti in začeti reševati problem? Ko si pod stresom, deli stvari počasneje, a ne, in to vključuje razmišljanje. Se pravi, da upočasniš nekako reakcije, notranjo uro, potek subjektivnega časa, a ne, te stvari. Verjemi vase. Ko slišimo tisti stavek, kaj pa moram narediti? Kako moram verjeti? Kot v Boga? Zanimivo mi je to, ker se mi zdi, da lahko do rezultata prideš tudi na popolnoma obraten način. In to je tako, da dvomiš vase. Tudi zgodba okrog stresa, ko jo imamo. Pač stres ni samo slab, pravzaprav organizmična nuja. A ne, če ga nimamo, ga začnemo iskati, ga začnemo generirati, zato ker naš živčni sistem to rabi. A ne, rabi dražljaje. Zdaj problem je dolgotrajen stres, pa ekstremen stres, a ne. Kaj ti je bila največja prelomnica pri delu do zdaj? 2019 me je poslovni partner iz Budimpešte povabil na obisk, kjer sem pa z velikim zanimanjem in s tistim občutkom, da evo, to sem iskal. Sem bil pa na eni delavnici od dr. Jack Phillipsa, ki se pa ukvarja z merjenjem mehkih veščin, a ne. To je bilo točno tisto, kar mi je bilo, okej, mogoče bo pa tukaj pot do tega, da lahko več dobrega naredimo, da pa lahko ljudje, ki niso čisto istih stališč, vrednot in tako naprej, da lahko mogoče pride do enega skupnega jezika, ne. Se pravi, okej, gremo potem uporabljati jezik posla, okej. In ta jezik je bil ROI, pač se pravi donosnost naložbe. Torej, če dam jaz evro v neki program, ne vem, razvoja vodij, komunikacijskih veščin, karkoli, a ne, koliko se nam to splača, a ne. Koliko koristi od tega, a ne, a dobim več kot tiste en evro nazaj, ali pa vsaj tiste evro nazaj, da ne delam minusa, a ne. In se izkaže, da se da. Tako da od takrat naprej sem tako malo na misiji, da pravzaprav skušamo vesti malo bolj resen način dela v razvoju ljudi, da opremimo te, ki smo smatrani kot družboslovci, da lahko damo od sebe nekaj, kar je malo bolj trdno pa oprijemljivo. Zato, da lahko govorimo isti jezik kot tisti, ki se odloča o tem, a bomo zdaj, ne vem, 50 ljudi dali na šolanje. Torej, da v bistvu zagovarjamo, da bo teh 50 ljudi dobilo sredstvo, da se razvije in kot ljudje in kot sodelavci, in da ne pade to v vodo zaradi tega, ker pač nekdo, ki se odloča o tem, ne vidi smisla v tem. Da jim znamo pokazati, da ima smisel, da se splača to na nek način, da je smiselno, da je priložnost, ki jo je vredno zasledovati. Še druga prednost je pa ta, da potem na ta način lahko komuniciramo nazaj z ljudmi, ki so ta plus zaradi tega usposabljanja, zaradi te iniciative naredili, da lahko gremo nazaj do njih pa jim rečemo, glejte, tole ste naredili. Pa lahko vam dokažem, da ste to naredili. A ne, torej, ko bi mogoče kdo rekel, ja, zakaj smo pa zdaj morali tule čas izgubljati za to, pa firma je plačala to. Ja, lahko pokažemo, zakaj je bilo to smiselno. Drugače prvič slišim, da lahko tako zmerimo naše mehke veščine. Se to, v bistvu je čisto enostavna stvar, samo moraš določene korake narediti, a ne, se pravi, da lahko vzročno, posledično, torej tako kot na zahodu pač dokazujemo stvari, da lahko dokažeš, da je recimo ena stvar vplivala na veliko drugih, ki se pa v končni fazi kaže v bilanci podjetja, a ne. Obstaja proces, ozadje, metodologija, cela standardi, če nimaš standardov, nimaš procesa, a ne. To so stvari, ki zelo rezonirajo z mojim notranjim strojnikom, a ne, torej, da je tako precizno, točno vemo, kaj delamo, v kakem koraku, zakaj to delamo, kaj je pravo orodje za to, kaj je verodostojen podatek, kaj ni verodostojen podatek, in uporabljamo samo tiste, kar bi še tako skeptičnemu človeku povedalo, lej, tole je delovalo in lahko to dokažem. Ali pa če ni, mogoče tudi ni delovalo, pa moramo pač izboljšati to, ne. Kaj pa če ljudje, na primer, niso slišali, kaj so mehke veščine? Kaj je to?
Mehke veščine so stvari, kot so recimo komunikacija, kot so recimo motivacija, kot so zadovoljstvo zaposlenih, kot so zavzetost zaposlenih, kot so psihološka varnost, kot so avtonomija ljudi. Take stvari, ki jih ne moremo direktno prijeti, a ne. In se je žal zaradi tega jih prijela fama, da so to bolj take malo mešanje megle pa te stvari, a ne. Ki je tudi mene iskreno motila, a ne. Motilo me je na osebni ravni to, da kot psiholog, ko delam v podjetjih, da se mi je zdelo, da imam učinek ne vem pa koliko, a ne. Se mi je zdelo, da je plus, ne vem, predvidevam, ampak ne maram predvidevati, rad bi izmeril. A je to tako ali ni to tako. In če ni to tako, kaj lahko naredim, da program izboljšam? Že je minilo nekaj dni po mojem sestanku z Maticem in še zdaj imam ta pookus, zelo prijeten pookus, o katerem bi želela vam povedati. Prvo, oseba je zelo direktna, odprta, komunikativna, družabna, sprejemljujoča. In to mogoče njemu pomaga vedno komunicirati z absolutno različnimi ljudmi. Drugo, sem dobila veliko razmišljanj o tem, kako bi izkoristila vse te priložnosti v življenju, ki jih dobivam. Naprimer, sva pogovarjala glede mehkih veščin. Nisem sploh razmišljala o tem, da vsak človek ima neke take soft skills, mehke veščine, da potem njih lahko izmerimo in kontroliramo, izboljšamo in to izkoristimo v svojem vsakdanjem življenju. To meni zelo dalo velik navdih in tudi sem začela razmišljati o tem, da res, mehke veščine to so stvari, ki so kot, lahko si predstavimo, da živite v hiši. Vedno živite, vse v redu, izkoristite neke omare, kavči, vse in tam stoji ena skrinja. Neka stara skrinja, jo sploh ne izkoristite. Hodite v službo, dobivate denar, dobivate na sestankah s prijatelji, vse je navadno. Ampak v enem dnevu odpirate ta skrinjo, čisto slučajno, in vidite, da notri je zlato, veliko zlata. In razumete, da niste nikoli uporabili tistega zlata. Torej, ste živeli navadnim življenjem, ampak ste mogli živeti popolnoma drugim življenjem, če bi odprli ta skrinjo. In zame to je bil ta občutek, da mehke veščine so v tisti skrinji in oni dajo kar veliko možnosti za izboljšanje svojega življenja in za to, da dvignete svoj potencial, da njega popolnoma razkrijete. Sem postala tako navdušena, da tudi po samem sestanku s Maticem začela gledati to vse, kako to deluje in sem zelo vesela, da Matic to pripeljal v Slovenijo in da bomo imeli možnost to se učiti in izkoristiti vse možnosti naših možganov.